Mi smo v našem življenju zelo neočakane. Čakanje je naša najljubša stvar, ampak čakamo mi dostakrat v našem življenju. Tisti, ki dajo v šolo, čakate na avtobus, ali pa v boti doste čakate na blagajnika na vrsto pridete, čakate pri doktore, če sploh tako daleč pridete v čakalnici, pa gledate na vir, pa malce že daven čas minila, pa ga še itak njega, da smo ločni, čakamo na kosilo, komaj čakamo, kada je gotovo. In v bistvu je čakanje zelo takšna nadležna stvar. Nišče nema ta urod. Ampak obstaja tudi drugačno čakanje. Čakanje v pričakovanju nečesa. Čakanje na rojstni dan, to predvsem deca zaradi imajo dober rojstni dan imeli, da pridejo povabljeni gosti, ki imeli zabavo. Čakanje na mogoče en vikend, da te koma šli kaj z družinov ali pa na dopust, nekaj druga. Tisti, ki hodijo na otroški tabor, pa so že malo starejši, komaj čakam, kam lahko prišel na najstniški tabor. Ne tako. Mlade mamice, očkoje, čakajo v pričakovanju, da se tisto, ko je, zdaj se v trebuhi čuje, da se to postalo vidno. In pričakovanje je v bistvu čakanje na nekaj, kar je obljubljenega. In Sveto pismo nam dostakrat na dostih področjih poroča o ljudeh, ki so čakali na Božjo obljubo. In zdaj tako na hitrco, sem 2-3 stvari izjel samo leko bi dosta. Spomnimo se Abrahama in Sare. Imela sta kakšno obljubo, kada je oče narodov, mnogih. In to je trajalo, čakala sta in nič se ne je zgodilo. In v vsem tem sta stvari vzela tudi v svoje roke. Spomnimo se Hagare in potem Izmaela. Htjela sa pomagati Bogu malo na drugačen način. Ampak kljub vsemi teme, da se ne bom zavlečeval, je Bog se držal svojo obljubo in prišel je na svet Izak. Takrat, ko po človeštvu gledano več ne je bilo mogoče, da bi se Izak narodil. Spomnimo se Mojzesa. On je bil egipčanski princ. Znamo, zgodbo poznamo. Ampak potem je 40 let mogel pasti ovce, preden jim je Gospod zaupal nalogo, kad daleko svoje ljudstvo pel v obljubljeno deželo. In potem je tej trmasti narod, dobesedno to povem, pelo 40 let skozi po puščavi in so čakali, da pride v to obljubljeno deželo. Cele generacije so se mogle menjati, preden se je to, ko je bilo obljubljeno, izpolnilo. In celo je to daleč prišlo, da Mojzes niti ne vstopil tja. A se splača, ko je takšnega čakati, garati, trpeti? Ni bi ko napravili. 40 let se pripravljati, pa 40 let se trgoti bi verjetno obupali. Ampak obstaja še ena druga obljuba, ki je še duže trajala. Izaja 9:4. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasvetila luč. Zbudil se je silno radost, naredil se veliko veselje, veselijo se pred teboj, kakor se veselijo ob žveti, kakor se radujejo, ko delijo plen, kajti jarem njegovega bremena in palica na njegovem hrtu, šibo njegovega priganjača si zlomil kot na dan Midijancev. Kajti vsak vojaški škoren, ki hrupno koraka ogrinjalo, ki je prepojeno s krvjo, bo sežgano, bo hrana za ogen, kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramenah, imenuje se čudoviti svetovalec, mogočni Bog, večni oče, knez miru.
Oblast se bo širila in miru ne bo konec. Na Davidovem prestolu in njegovem kraljestvu. Spostavil ga bo in utrdil s pravico in pravičnostjo. Od zdaj na veke. Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to naredila. Ta obljuba je bila dana, znamo od kojega učiti, od Jezusovega rojstva, ampak to je bilo dano 600 let, prelej približno. In Izraelci, narod, ker mi to dano, še gnezdi in to čakajo. Še gnezdi so se ne skapirali, ko se je to že zgodilo. No pa, ki znamo, da je Jezus Kristus, tisti obljubljeni sin in Mesija, pa znamo, ko se je ta obljuba takrat za rojstvo Jezusa spunila. Dolgo obdobje čakanja, pričakovanja. In potem štejmo, kasneje, da je Jezus živo s svojimi učencami tu na zemlji, da so učenci sedijo v Jeruzalemi in čakajo. Tudi za nje je bil to zelo težek čas, napeti čas, nemirno, nestrpno. In kako smo videli, z Jezusom, da so živeli skupaj, je bilo njim super. Videli so čudeže, doživeli so ozdravitve, čuli so velike govore in Jezus, kot ena karizmatična oseba, jih je spodbujal. In pa potem naenkrat njegova smrt. Na veliki petek vse se je spremenilo. Vsega je konec. Popolno razočaranje, katastrofa. 1000 vprašanj na 4 nemajo odgovor. In ko se je zdaj zgodilo, kako se je naše življenje nadaljevalo, vse obljube, štere je Jezus prelej med svojim življenjem in pravo, so izplamtele. Vidimo, pozabili so na vse te stvari, ko je pravo. Zbrisano je to bilo iz njihovega spomina in potem nastane velikonočna nedelja. Komaj so mogli vrvati, ne so mogli vrvati toliko vidijo, pa Jezus je spal med njimi, stone je gor iz mrtvi in Jezus živi. In učencem se je vrnila motivacija. Veselje in žalost bilo je kot prej. Ne, zdaj je bilo boljše, kajti prepoznali so ne le človeka, ampak videli so, kaj je resnično to Bog z drugačnimi sposobnostmi, ki premaga celo smrt. In on, Jezus, je z njimi živo še nekaj dni in potem je odšel, resen, vidno za vse, je odišel v nebo, učence je pustil same in bila je velika bolečina in žalost med njimi. To bi lahko uprizorili s tem. Oni so znali, da Jezus, ko jih je včil, da ponovno pride in da pusti jih same, ampak znamo mi, da deca idejo v šolo pa v vrtec. Deca doma, ali pa v vrteci, dosta krat začetki džavčejo. Pa kljub temi, kaj jim poveš, še malo pa pridem po tebe, še itak džavčejo. Naši mladi so šli skupaj na dopust in njihova mama na dvorišči je džavkala, kad deca idejo furt. Pa je pa pridejo, pa po telefoni se pa čujemo. Kljub temi, hočem povedati, kljub temi, da imamo obljube nas, tisto ločevanje, no je žmetno, žalostno in pričakovani smo. Ampak po velikom petki so bili Jezusovi učenci spet negotovi. Ne so točno znali, ko naj napravijo. Čeprav je bilo njihovo razpoloženje drugačno. Po velikom petki so bili žalostni, celo potreti, uničeni, ampak zdaj so pa bili navdušeni in euforični, ker so želeli vsem povedati to, ko so doživeli z Jezusom. Kajti Jezus jim je takrat dolžil obljubo, vstal bom gor. In zdaj so oni znali, takratno je pravo, da je vstal gor in dejansko se je to zgodilo, vstal bom. In sedaj, preden odišel v nebo, je pravo, idite v Jeruzalem in ne odhajate od tistec, dokaj ne dobite moč od zgoraj. Počakajte. Torej, bila je to zelo jasna Jezusova napoved. In oni so znali, zdaj več to ne samo tako, mi bi ponošli pravi tako, lari fari, in dostakrat mi Božjo besedo jemljamo tako, kot lari fari. Čujemo, pa še enako čujemo, pa si mislil, pa mogoče bi bilo,
ampak ne odreagiramo tako, kako bi mogli odreagirati. Ne vzememo stvari resno. Ampak tokrat so učenci znali, to, ko je Jezus pravil, to, da se je izpolnilo in idejo v Jeruzalem in to čakajo. Ne vejo, ko. Bili so nestrpni. Ko bi se naj zgodilo? Jezus je prav, idite v Jeruzalem in prijeli boste moč. Znali so, da je pravo, ne pustim vas sami. In vprašanje, mi, ki verjamemo v Boga, kako znamo mi čakati na Božje obljube? Ali ko naj delamo v tom času, da čakamo? Ko so delali Jezusovi učenci? Štejmo v Bibliji. Oni so imeli skupnost, bili so enega zbrani na isto mesto, imeli so vero, verjeli so, ko je Jezus pravil, in bili so v molitvi. In te 3 točke, mislim, da so tudi za nas zelo pomembne. V skupnosti, da nas je več skupaj, je čakanje prijetnejše. Čisto človeško gledano. Marsikaj povedate, da si pa son, pa je težko. Se pravi, v skupnosti je ležej. V svoji negotovnosti nam skupnost navdaja eno zavupanje in veselje. Skupnost je kot odpora, ker stojimo drug za drugim. Skupnost je kot podpora, kada eden ne umre, kada drugi pomaga naprej. In to je skrivnost tistega, to, ko mi doživljamo, da se zberemo, da slavimo skupaj našega Gospoda, da lahko skupaj povzdignemo glas in mi damo čas za slavljenje ali z molitvijo. In kot skupaj, kot cerkev, kot enotnost ležej stvari ali pa te čas čakanja tudi premagamo ali prenašamo. Druga stvar je vera. Jezus je dal učencem obljubo. Ob svojem odhodu je Jezus pravil, ostanite v Jeruzalemu in počakajte do očetove izpolnitve, da vam oče pošle svojega duha. Prijeli svetega duha, torej sveti duh prišel na vas, da dobili moč. In Jezus je odišel in sveti duh pride in vi ste imeli moč, kot je do zdaj ne ste imeli. Verjemite mi, ko se ne te počutili same, ampak da sveti duh z vami. Verjemite moji obljubi, kajti duh je moč, ter lahko potem delate stvari, ki jih do zdaj ne ste mogli, oziroma stvari, katere ste si mislili, ki jih ne morete. Toda pogosto je Jezus svoje učence pozval, naj verujejo, naj zaupajo. In to tudi nam še gnezden tok tudi pravi. Nikoli se ne naveličaj zvati Gospoda in jim verovati v to, ko je on obečal. Verujte vame, je pravil. Ostanite trdni, zaupajte mi, kajte moj duh je z vami vse dni do konca sveta. In v zaupanje lahko pričakujemo, da se je zgodilo marsikaj. Ne povem ko. Zato kasneje sem to navedel, ampak da se stvari spremenile. In tretja sem prelej omenil je molitev. In prav zato smo tudi tukaj, tu mi. Mi molimo, mi kličemo Gospoda, prosimo ga za njegovo bližino, za njegovo pomoč, hvalimo ga in ga slavimo, ter se spominjamo, kakšne dobre stvari je za nas on že napravil. In molitev ima moč in oblast, ki nam daje, da lahko čakamo na njegove, da izpolnitev njegovih obljub. Zato tudi tom čas čakanja izkoristimo za molitev, za naš oseben odnos, tudi da smo sami, osamljeni, pridemo pred njega v molitvi. In molitev je ne samo govorjenje, ne samo izražanje v svojih besedah, ampak je predvsem skupnost z našim Gospodom. Da o njem razmišljam, da čujem njegov glas, kot tudi on ima meni povedati. Da dovolim, da me ljudje gučijo, tako Gospod ima meni povedati. Da sem enostavno v Božji prisotnosti in poslušam, ko Gospod meni ima povedati. In dragi, zavedati se moramo, da kristijani
izkoristimo čas v druženje z eden z drugim in pa z Bogom. Tako so učenci takrat skupaj čakali v Jeruzalemu med vnebohodom in binkošnjem, so čakali na Svetega Duha, na moč Svetega Duha in ta jim je omogočila in jih je spodbudila, da so bile priče, da so lahko drugim ljudem pravili o Gospodi. In Sveti Duh je tisti, ki našo notranjo vero krepi in on davlja prave besede o pravom trenutku, šterim potem lahko izpovedujemo svojo vero v Jezusa in da te besede potem tudi prepričujejo druge ljudi, da verujejo tem besedam. In na tej način nas će Jezus opremiti za to v močjo Svetega Duha, da bi lahko bili njegove priče. Molite in čakajte na Duha in on vam bo dal moč, da boste živeli svojo vero. To, da pogosto pride do izpolnitve Božje obljube drugače, kot si pa mi pričakujemo. Dostakrat mi od Boga čakamo, da nam izpolni ali potrdi naše želje. In znate, s tem ga mi zelo, zelo omejujemo. Postavimo ga v določen okvir. Če je ne to, kako smo si mi to predstavljali, potem je to dostakrat zame neizpremljivo. In če potem mi dostakrat povemo tudi, pa potem, če to jaz ne morem sprejeti, potem je to ne od Boga. Dostakrat to tako ravnamo. V začetku sem omenil Abrahama in njegovega sina Izaka. Si predstavljate, kakšno veselje je mora biti to, da se je tej sin rodil, ki je bil obljubljene dedeki pa babice, zdaj že takrat to bi pravili. V krepkih letih sta bila. Ampak, kmalu zatem je Bog zahteval, naj Abraham toga sina žrtvuje. Pa Gospod, predstavljamo sebe, se postavil v tisto situacijo, pa Gospod, pa komaj sem ga dal, pa ti si mi ga obečal, zdaj za to, kam ga tu tebe žrtvoval. Mi bi se gvišno z Bogom prerekovali, štikale. Ali ne? Ne bi mi to bilo logično. Ampak Abraham štejmo, da je bil Gospodi zvesti in je bil pripravljen celo sina žrtvovati. Kako se je zgodba iztekla, znamo vsi dobro, ne bi zdaj o tem. Mojzes na njegovi poti puščavi zaradi neposlušnosti naroda so mogli pot, če bi lahko trajala nekaj dni ali kednov, podučati za 40 let. Ampak Mojzes je vseeno ostal na svoje naloge zveste. Kako bi mi napravili? Pa trgajte se vi tu, če se trmaste, idem gas. Znam, ko moram priti, idem ga po svojih poteh. Ne, ampak on je se žrtvoval in pel to ljudstvo do obljubljene dežele, kljub temi, da je nikdar ne v njo vstopil. V življenju se zgodi dosta stvari drugače, kot pa mi pričakujemo. Za Jezusa je bilo povedano v Izaji, da je prišel kot mogočni kralj, da je imel oblast na ramenih. Prišel pa je kot majhen otrok. Štolec se rojeni. Malo za rojstvo je grato celo begunec. Izučil se je za tesarja. Napovedano je bilo, da je kraljeval. Za svoje vojsko si je izbral par ribičov, cestninarov in še par drugih nevplivnežev. To, da znamo, kakšno je bilo njegovo življenje. Tudi učenci na binkošnji dan, da so bili tam zbrani, so ne znali, ko naj pričakujejo. Ne so znali, ampak so se enostavno držali Jezusove zapovedi. Idite in čakajte na to, kar se je zgodilo. In sigurno so ne čakali, nek še plamena na njihovih glavah. Ko zdaj moramo napraviti, pozvati gasilce, ker gori? Ne vemo. Niti so ne razumeli besed, ki so jih izgovarjali, kajti Sveti Duh je bil tisti, ki jih je dajal. Toda v vsem tem so slavili
Boga v moči, kot še nikoli do sedaj. In naenkrat se je njihov strah, njihova negotovost spremenila v eno novo vipanje. Kaj skrajšan, poznamo zgodbo. Peter je še pred dnevi zatajil Jezusa. Se je skrival in zamislite se morate, Peter je zatajil Jezusa v njegovi navzočnosti. In mi ljudje ponavadi delamo stvari, da smo sami drugače, kot pa doš tuj znani polegi. Od nikakom drugom ležaj učimo te, da ni tistega poleg njega, kot pa če je tisti poleg. Ampak Peter je zatajil Jezusa. Ampak zdaj, poln Svetega Duha, tako piše, kaj je gor stonu in pridgo. Ne je pridgo nekaj novega, ne je pridgo nekaj neznanega, ampak staro, dobro Božjo besedo. Tudi njegove besede so tokrat imele moč. Sveti Duh, ne samo kaj je gučil skozi njega, ampak je Sveti Duh odpiral tudi srca poslušalcev, da so besedo, ki so jo tako ali tako že prlej poznali, ampak tokrat razumeli. Peter zdaj enostavno z drugačnim načinom razlaga stara pisma. Zdaj razumemo, ko je Jezus napravil, so ljudje pravili. Peter, ko naj povemo, in apostolska 2, 37 naprej, to piše, ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Ljudje, ki so poslušali Petra. Rekli so Petru in drugim apostolom, bratje, kaj naj storimo? Peter jim je odgovoril, spreobrnite se. Vsak in bez vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod naš Bog. Ta vrstica velja za nas, tudi še gnes den. Zato tudi mi, kot cerkev, pripravljamo 8. za 2 kedna, tudi krst za vse tiste, ki vrvljajo Božje besede in znajo, če vrvljen, se moren doti krstiti. In zato se ščemo povesliti s tistimi, ki se bodo krstili. In da končam, mi kot verni verujemo in čakamo še na eno Božjo obljubo. Razodetje 1:7. Glej, prihaja z oblaki in videla ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli in zaradi njega se bodo bili na prsi vsi narodi na zemlji. Da, amen. Jaz sem alfa in omega, govori Gospod Bog, on, ki je bil in ki pride, vladar vsega. To je Božja obljuba za vse nas. In to je isto, kot da je Jezus pravil svojim učencem, gor stanen, in mnogi so ga ne resno vzeli. Ne so si mogli to predstavljati. In te kasneje, da se je to zgodilo, njim pravite, idite v Jeruzalem in čakajte. Tu so ga te že bolje resno vzeli, vidim, da to več ljudi bilo. In dragi, to se je izpolnilo. Kako mi, ki znamo, da se Božja beseda, da je to alfa in omega, začetek in konec, da se tudi to spune, da enega dneva on ponovno pride. Kako bolje mi moramo to besedo vzeti resno in biti pripravljeni. Da se pripravljeni smo se pred njim pokleknete in ga slavite. Ne v strahe, v trepeti, ko bode, ampak v pričakovanju njegove slave. Kajti vsak, da se poklekno. Na kakšen koli način, s kakšen koli pričakovanjem. Ampak mi želimo biti tisti, ki z veseljem želimo gledati njega obraz. Zato ne bojmo kot mala deca in se ne špilajmo z Božjo besedo, kot mala deca se dostakrat špilajo, ampak pogledamo si vse v glandolo. Ali sem ges, idem z nasmeškom pred svoja Gospoda. In to je gotovost, da pridem pred njega. In za te čas čakanja do njegovega ponovnega prihoda, da prije v svoje slavi, ali pa mu mi na
drugačen način odišli k njemu, ker bomo tu umrli, ne vemo, da on pride. Izkoristimo to skupnost eden za drugim in bojmo eden za drugega tu, se podpiramo, bojmo del cerkve. Še nekaj, on je pravil, da pride po svojo cerkev, ne posameznike. In dosti ljudi se to misli, pa jaz sem rekel, Bog je zvesti, Bog je služi, cerkev pa ne mi ne treba, te se moti. Gospod je cerkev namenil za skupnost ljudi, ki njeme verujemo. In trdno se držimo njegovega izrečila, štero smo prejeli od Gospoda. Verujmo, da je njegova beseda resnična in živa, kar je se spomnila. In molimo, imejmo skupnost z Bogom, imejmo skupnost eden za drugim in ostanemo v njegovem duhu povezane. Torej, tej čas čakanja, da čakamo na njegovo izpolnjenje njegovih obljube, imejmo skupnost, vero in trdno povezane bojmo v molitve. Amen. Glede na to, da imam jaz dvojno funkcijo vodenja in pa pridija, bi jaz te dele zaključil z molitvijo in resnično beseda, ki jaz vrnem, da je gučala tudi von, tudi meni je in lahko stanemo na kratko gor in damo Gospodi čast in se predamo njeme. In vsi tisti, ki še dvomite v določene Božje obljube, v njegovo besedo, poglednimo se v ogledalo in držimo se trdno tega, kajti njegova beseda je zvesta, resnična in da se tudi izpolnila. Zato, Gospod dragi, v tom jutri, da prihajam pred tebe kot tvoj narod, kot skupnost, kot cerkev tu v Nuskove. Gospod dragi, hvala ti, da lahko čakamo na izpolnitev tvoje obljub za svoje osebno življenje. Obečaš, da se nam ti dal po tvoji besedi, da lahko čakamo na obljube, da ti daješ cerkve in pa tudi širše, Gospod dragi. V tom času iščemo kot cerkev raste, živeti skupaj, tebe služiti. Gospodi, želimo tebe verovati. Gospod dragi, vseme teme, ko se nam pravo, kajti ti želiš nam le najboljše. In Gospod dragi, tudi iščemo v molitvi stati eden za drugim, se podpirate, hrabrite. Tiste, ki mogoče ne mrejo, vzeti pod pastuh in jih vzdigniti nazaj gor. Gospod dragi, jaz znam, da je to tvoja želja, tvoja ideja za tvojo cerkev. Tako te prosim, da resnično vsak izmed nas bude pomemben ud v tvojom tele, šterega ti nicaš. Gospod, hvala ti za to. Amen. Amen.